Tako da ta 21-letnik smo pa imeli priložnost, da smo bili na slovenskem večeru Mavericksov, in ker je bilo to, oziroma to je bilo sicer leta 22, ampak so za dražbo potrebovali neko darilo, ne, in smo rekli, arhiva je idealna prilika za to, ne. Takrat je bilo to vino staro 100 let, ne, še par mesecev, tako da je bilo izglasovano na dražbi v Dallasu za $90,000, ki so bile namenjeni v dobrodelne namene, no. Ampak ker sem ga pa mogel potem probati, sem videl, da je okej, ne, da ne bomo dali nekaj, kar ni v redu, ne. Jaz vedno sem si želel to delati, v glavnem vinarstvo je bila moja najljubša tehnologija, no, tekom celega študija, in dostikrat povem tudi, imel sem enega kolega, ko sva tudi dražje steklenice kupovala recimo za svojo žepnino, ne. Moja žepnina ni šla za zvočnike pa za lite feltne, ampak sem tudi na ta način skozi tekom študija spoznaval vino, zelo ga pogrešam, on je bil tudi direktor kleti, ne, oziroma on me je vzel v službo, ne. In ja, vedno bolj smo bili tudi prijatelji, kolegi, ne, se pravi, ne glede na to, da smo se poslovno vsak dan srečevali, je nastala med nami tudi ena dodatna vez, ne. Je pa res, da zaradi vseh, bi rekel, tudi lepotnih trendov in vsega, manj alkohola, manj sladkorja, manj vsega, jaz mislim, da prihaja čas Štajerske, ker že v osnovi, če primerjaš nas po drugih regijah, imamo vina z nižjim alkoholom. Nekje med trto in kozarcem nastajajo vinske zgodbe, izpod rok izjemnih osebnosti. Spoznajte jih skupaj z mano v vinskem podcastu Iz trte izlito. Je glavni enolog in direktor proizvodnje v najstarejši slovenski vinski kleti, ki hrani najstarejše zabeleženo slovensko vino v najstarejšem slovenskem mestu. Maksimilijan Kadivec, lepo pozdravljen. Zdravo, živo. Sam pa nisi najstarejši inventar ptujske kleti, kaj ne? Ne, zdaj že kar nekaj jih je prišlo za mano, dosti mlajših, ampak ko pa sem jaz prišel na klet, sem pa ene par let bil med najmlajšimi. Kako se je Kamničan znašel v ptujskem podzemlju? Ja, to je eno od vprašanj, ko ga še vedno dobivam. Zelo pogosto, ne? Skoraj po 10 letih, ne, ampak eno sigurno zaradi ljubezni do vina in hrane, kar me je nenazadnje tudi vodilo, da sem študiral živilstvo in prehrano na biotehniški fakulteti. Potem pa splet naključij oziroma ne vem, jaz vedno sem si želel to delati, v glavnem vinarstvo je bila moja najljubša tehnologija, no, tekom celega študija, in dostikrat povem tudi, imel sem enega kolega, ko sva tudi dražje steklenice kupovala recimo za svojo žepnino, ne. Moja žepnina ni šla za zvočnike pa za lite feltne, ampak sem tudi na ta način skozi tekom študija spoznaval vino, se udeleževal različnih pač festivalov, razstav, ampak nekako ravno zaradi tega, ko si rekla, ne, v Kamniku že stoletja ni več trt, ne, in ni bilo nekaj, bi rekel, dosti upanja, da bi svoj poklic nadaljeval nekje v Sloveniji, no, in takrat 2015 se je ponudila priložnost, ptujska klet je iskala novega enologa in tam ostajam zdaj že 10 let. Desetletje je za tabo, to je kar eno obdobje. Kaj je bil največji izziv ali pa mogoče, ne vem, kaj te je spremljalo, kaj bi lahko rekel, da se je v tem desetletju zgodilo vse? Težko bi rekel, kaj je bil največji izziv, no, jaz, ko sem že omenil, sem bil praktično direktno s faksa, z veliko zanesenjaštva pa brez izkušenj, in ideja takratnega vodstva je bila, da v klet sprejmejo nekoga, ki ima pač afiniteto, željo do tega in ga nekako izobrazijo po svoji podobi. Se pravi nekoga, ki ni obremenjen že z neko kletjo ali pa z neko regijo od prej, in dejansko nadaljuje stil in pa idejo vina, ki jo je takrat klet imela, oziroma pač izboljša tam, kjer so neke možnosti. Zato sem potem za 3 leta dobil svetovalca iz Nove Zelandije, Craiga Andersona, ki sva 3 trgatve skupaj delala, oziroma prvo leto sem bolj cepljal za njim pa se učil, drugo leto sva si nekje delila naloge, tretje leto pa je bil potem bolj moj supervisor in sem se sam odločal, se pravi, da me je nekako postavil oziroma
dal lastna krila, da sem lahko potem samostojno delal naprej. In zdaj že uspešno Ja. kreiraš letnike tudi s svojim podpisom, a ne? Koliko je maksa noter v vinih? Ja, sigurno je kakšna kapljica znoja, ne, tudi, ampak brez ekipe, ne, in ekipe, ki smo jo v teh 10 letih zgradili, tudi sam ne bi prišel do izraza, ne. So pa sigurno jaz in pa kolega, ki dela v enologiji, tista, ki se odločava, kaj bova naredila in kaj bova peljala, ne. In kar se tega tiče, tudi nisem tip človeka, ki bi nekaj delal samostojno po svoje in vedno hočem še koga zraven. V bistvu da kot neka varovalka, no, in da pač timsko delamo kot ekipa, ne. Kako izgleda približno tvoj enološki poslovni dan? Kje se začne, kje se zaključi? Ja, zadnja leta na žalost malo manj enološki zaradi določenih pač zadev, ki so se zgodile v zadnjih letih, ampak kar se tiče mojega poklica, če gledam čez celo leto, je zelo pestro, ne, in tak način mi tudi ustreza. Rečemo, da poletni meseci so za nas ali pa za klet malo bolj zatišni, se pravi, dopusti so, zaloga se je naredila, zdaj se spočivamo potem pred trgatvijo, no, in ko pa pridemo nekje konec julija, avgusta nazaj, pa se začne tisti glavni del, ne, se pravi priprava kleti. Upamo, da ves pridelek dozori do tiste, bi rekel, optimalne zrelosti, kar si želimo, in da ga nobena vremenska ujma ne prizadene. Če pa govorimo o času trgatve, smo pa sploh tisti glavni del in pa do konca fermentacije smo pa več ali manj cele dneve, ne. Oziroma jaz in kolega Nejc praktično skoraj od jutra do večera, malo se pač zmenjava, da nas doma še spoznajo. Ostala ekipa pa pač se tudi deli, no. Delamo v 2 izmenah, ampak to je tisti del leta, od katerega smo celo leto odvisni. Zdaj, če v tem, se pravi septembra, oktobra, narediš preveč napak, jih kasneje težko ali pa ne moreš odpraviti, ne, tako da se pač res temu mesecu stisnemo, da naredimo najboljše, kar lahko potegnemo iz grozdja, da imamo potem čez leto več mira. Ne pa klasično štajersko novo leto martinovo, ne, ko iz soka nastane vino po uradni poti, promocije, tudi december je pri nas, bi rekel, namenjen družabnosti in Zelo pester. Ja. Januarja se nekoliko umiri, potem pa že začnejo promocije na tujih trgih, ne, običajno novi letnik je že napolnjen ali pa vsaj velika večina, in se takrat že gre v tujino potem predstavljati nov letnik, delati promocije, vinski sejmi, v pomladi nekaj festivalov in je leto naokoli, ne, tako da skozi nekaj. Kako pol družina te še vidi, kako se uskladite pol, ker to je precej dela oziroma precej odsotnosti verjetno, a ne, tudi? Ja, je kar nekaj odsotnosti, je pa res, da po drugi strani, ko pa sem recimo nekaj dlje časa odsoten, si pa lahko privoščim tudi kakšen dan več z njimi ali pa, bi rekel, tudi včasih med tednom z otroci, tako da imam bolj drset urnik pa malo bolj fleksibilno, no, da probam to nadoknaditi, ne. Da se pol da. Ja. Poznan si tudi v Ptujski kleti kot čuvaj arhive. Mogoče mnogi ne vedo, da je to res ena taka bogata zakladnica dediščine, tradicije. Najstarejši letnik je 1917. Drži. Kako skrbiš za te dragulje? Ja, arhiva je, jaz si skoraj pravim časovni stroj, ne, je v bistvu vino, ki ga ne moreš več ponoviti, in zatem, ko odpreš steklenico vina, se lahko preslikaš nazaj v zgodovino, kako so takrat tudi vina delali. Sicer najstarejši, ki sem ga jaz poskusil, je 1921, muškatni silvanec oziroma Sauvignon. Okej, si imel prav to čast in priložnost. Ja, bom tudi kasneje povedal, zakaj, no. Nimamo sicer največje arhive v regiji, je pa, ja, tako si omenila, najstarejša, oziroma imamo kar nekaj teh predvojnih letnikov, tudi medvojnih letnikov, in pa potem skoraj vsak letnik po letu 45. Seveda ni zdaj, da vsako vino, ko ga daš starati, bo zdaj čez 50 let odlično in vredno ne vem koliko denarja, ampak so mogoče kakšni, ki so bili slabši 30 let nazaj, so zdaj boljši ali pa obratno, no. Z arhivo skrbimo na ta način, da jo konstantno pregledujemo, tudi periodično menjamo zamaške, dolijamo manjko v steklenici. Zamašek je le porozna stvar in tudi vino skozi čas izhlapeva iz steklenice, tako da nekje na 20, 25, včasih tudi 30 let se menjajo zamaški.
Govorim iz ene lokacije, se tista recimo cela lokacija se prezamaši, se dopolni, se pravi doliva se pa vedno z istim vinom, ko se prezamašuje, se pravi ne uporabljamo nekega drugega vina, ampak iz tiste iste lokacije se uporablja vino. Mi trudimo se, no, že, mislim, da se je Ptujska klet že cel čas trudila predstaviti arhivo kot nekaj drugega, nekaj dragocenega, je pa to težka pot, no. Tako da ta 21-letnik smo pa imeli priložnost, da smo bili na slovenskem večeru Mavericksov, in ker je bilo to, oziroma to je bilo sicer leta 22, ampak so za dražbo potrebovali neko darilo, ne, in smo rekli, arhiva je idealna prilika za to, ne. Takrat je bilo to vino staro 100 let, ne, še par mesecev, tako da je bilo izglasovano na dražbi v Dallasu za $90,000, ki so bile namenjeni v dobrodelne namene, no. Ampak ker sem ga pa mogel potem probati, sem videl, da je okej, ne, da ne bomo dali nekaj, kar ni v redu, ne. Ampak še vedno v lepi kondiciji, ne. Je pa res, da vsa ta arhivska vina pretežno so bila z višjim ostankom sladkorja, v povprečju govorim nekje okoli 30 gramov na liter, in pa tudi bistveno bolj višje kisline so imeli, no. Tako da to so vse v bistvu te naravni konzervansi, ki ohranjajo vino bolj pri kondiciji, ne. Kaj je tisto, kar da vino, da bo arhivsko, oziroma da bo na tej poti, katera sorta, kateri letnik, od česa je vse to odvisno? Zdaj, običajno vedno pravimo, da so bela vina niso za zorenje oziroma za arhiviranje ali pa staranje, ne, ampak to v naši kleti lahko z lahkoto vržemo, ker mislim, da samo 2 primerka rdečih vin sta v arhivi, vse ostalo so bela vina. Sigurno je predpogoj, da je bilo vino izredne kakovosti oziroma neke višje kvalitete, da ima tudi lepe parametre, se pravi lepo zrelo kislino, običajno višjo, in sladkorji sigurno tudi pomagajo, ne, se pravi sladkor nekako ohranja telo, skozi leta se to spreminja, da je tudi neko drugo aromatiko lahko dobimo po praženem, barva se v bistvu temni, ne, da vina se vsaj starega zlata ali pa včasih tudi jantarja, ampak se pravim, v osnovi vsem vinom, ki jih želimo zoreti na dolgi rok, je sigurno izredna kvaliteta takrat, ko je bilo vino pridelano ali pa vsaj tistega letnika. Pa tudi verjetno moramo v njih zelo skrbno in varčno uživati, niso to vina, ki bi jih kar razlivali ali pa mešali ali pa kakorkoli. Ja, menim, da ima vsako vino pač svoj namen, ne, in tako kot so lahko recimo neka sveža vina pridelana, da jih konzumiramo dnevno, vsakodnevno, so lažja, so manj kompleksna, tako si arhiva zasluži neko posebno čast, no. Jaz jo včasih primerjam mogoče tudi z zorjenimi viskiji ali pa z drugimi žganimi pijačami, in imaš pač nek mainstream, ko si vemo, kako viski izgleda, zdaj pa nek zorjen staran viski ima pa lahko čisto drugo aromo. In pri arhivah je podobno, se pravi, ker so bila zaprta toliko let, vseeno niso na kisiku, včasih pride do malenkost pomanjkanja kisika, in jaz rečem, da je arhiva zadržana, no, ali pa recimo, da spi. Ko jo odpremo, se začne prebujati, ne, in takrat potem lahko, če si vzameš čas, to recimo govorim 10, 15, 20 minut, lahko opazuješ njeno prebujanje, ne, in da se res do konca odpre, ker ko nalijemo iz steklenice po 20, 30, 40 letih, spet pride v stik s kisikom in kisik včasih pomaga, da se odpre. Zdaj nekateri priporočajo, da recimo arhivo prezračimo, ne, da prelijemo v karafo recimo uro, 2, 3 pred uživanjem, ampak ravno to zamudiš, ne, glavno, ta njen razvoj, no. Vsekakor se arhiva lahko pije ob obletnicah, mi si pa tudi želimo, da bi se porabljala pri nekih obrokih, se pravi bolj zahtevnih obrokih, ni zdaj to nujno, da je samo za obletnice, za rojstne dneve, za karkoli, ampak da je to tudi kot lahko nek lep zaključek večerje, ne. Kakšen obrok pa mora pol pasati, se spajati z njo? Zelo podobno kot pri ostalih vinih, no, smo imeli eno večerjo, tu skoraj pri vaših sosedih par let nazaj, v Penu, kjer je Mojmir Šiftar se prilagodil arhivi in smo v bistvu mi njemu dali arhivo, ker tudi arhive, čeprav ta primarna aromatika sorte ni več zaznavna, je vsaka svoj karakter. Je potem na arhivu prilagodil jedi, ne, in to se mi zdi tak zelo en lep kompromis vinarja in pa šefa,
da lahko tudi na zgodbi arhive sestavi celotno večerjo. Zdaj, kakšne jedi so, bi rekel, tu je bilo čisto vse od predjedi, glavne jedi do sladice, no, glavno se je spremljala arhiva. Tako da ni zdaj enoličnega odgovora, kam sodi arhiva, ne. Jaz, ko sem kupila arhivsko vino, ga prinesem domov, kako moram zanj skrbeti? Ja, ne, sigurno je, sploh v modernih stanovanjih, ne, sobna temperatura ni več 17-18 stopinj, ne, kot je bilo včasih, tako da ga nekje hraniti, recimo v eni omari, v kuhinji, ni priporočljivo, ne, ker vsa arhiva, tudi tak je pri nas, mi sicer nimamo izredno globokih kleti, klima je naravna, in tudi temperaturna nihanja so med letnimi časi pač za par stopinj, ni skozi konstantna temperatura. Je pa važno, da te temperaturne razlike niso, bi rekel, preizrazite in so počasne, ne, ker doma pa vemo, enkrat sije sonce, enkrat je bolj hladno in so ta nihanja lahko bolj izrazita. Vsekakor pa je temperatura, svetloba, suh zrak, to so vse dejavniki, ki pospešujejo zorenje ali pa staranje vina. Vino se nikoli, ne glede s čim je zaprto, se staranje nikoli ne zaključi, vedno se kemijski procesi dogajajo v vinu. Tako da definitivno, če jo prineseš domov, jo probaj čim prej popiti, ne, da jo ne uničiš, ali pa imeti primerno vitrino oziroma vsaj nek hladen prostor, kjer se temperatura ne spreminja preveč, ne, če jo hočeš hraniti dlje časa. Ptujska klet je klet z izjemno kulturno dediščino in tradicijo. Trenutno jo vi z ekipo nadgrajujete s svežim, sodobnim pristopom, tudi trajnostjo, drzno enološko ustvarjalnostjo. In del te poti je bila ustanovitev podjetja Polus Wines z Vinkom Mandlom in Tinetom Kekom. Kaj je bil ta prvi vzgib ustanovitve oziroma ločitve od prejšnjih lastnikov? Kaj je bila ideja? Kakšna je bila pot? Če gre recimo čisto na vina, ne, bi rekel, da nekaj hudo drastično se ne spreminjamo v zadnjih skoraj 20 letih, se pravi Polus in pa sprememba Haložana je nastala, oziroma idejna in vsebinska ali pa stilska leta 2007. In takrat naprej nismo nekje drastično spreminjali produktov, ne, ker tudi sam verjamem, da vino ni, ali pa vsaj v osnovi vino ni neka trendovska pijača ali pa sploh klet, kot smo mi, da bi vsako leto proizvajal nekaj drugega, ne. Pač jahaš na določenih konjih, pa delaš, bi rekel, na stranskih poteh še kakšne eksperimente ali pa poskuse zraven, ne, ki so pač bolj ali manj uspešni. Ampak tisti fokus še vedno gradimo na tistih parih zadevah, ki so uspešna že leta, ne, in potem tudi postajaš ali pa si prepoznaven, ne. Je pa, se pravi, že takrat, ko sem jaz, mi smo bili zadnjih dobrih 20, ali pa bi rekel 2002 smo bili del Perutnine Ptuj. In tudi, ko sem jaz prišel na klet, se je lastništvo Perutnine menjalo in tako tudi vsi d.o.o.-ji, ki so bili potem povezani s Perutnino. Se pravi, nazadnje lastnik, ki je lastnik tudi danes, grupa MHP, so se odločili, da bi se radi fokusirali samo, se pravi, na piščance oziroma na njihov core business. In so jim vsa podjetja, ki niso bile direktno povezane z njimi, jemala v bistvu fokus, no, in so želeli na nek način, da klet ostane, da se razvija naprej, da ostanejo tudi vsi partnerji kleti. Za nas pa je bilo tudi zdaj vprašanje, če te prevzame neka konkurenca, a rabiš dodatnega enologa, rabiš dodatno prodajno službo, dodaten marketing, ali združiš to pod eno okrilje, ne, in vsem trem je bila klet pri srcu, pač meni vsakemu zaradi svojega področja, in zato je pač prišla ideja, da v bistvu klet odkupimo določeni zaposleni, no, ker smo imeli vizijo, sicer takratni lastnik Perutnina nas pri tem ni ovirala, zdaj da bi rekel vsakodnevno zadrževala neke procese, nismo se pa razvijali mogoče do neke mere, kot bi se lahko. Tako da smo tudi v zadnjih 3 letih izvedli kar nekaj sprememb, predvsem tam, kjer so bile nujno potrebne, ne, predelava grozdja, ki je bila do leta 23, iz leta 76, ne, tako da smo tam bilo že nujno. V glavnem, po prevzemu smo pogledali, kaj so tiste najbolj nujne točke
In prej, ko smo bili del tudi velike korporacije, nismo mogli sodelovati na nobenem razpisu, ne, tako da smo bili prikrajšani še za to. Tako da smo zdaj kar, bi rekel, sploh na tem tehnološkem področju se kar dobro posodobili. Poleg pa tudi, seveda, kot sem omenila, trajnost, skrbnost za okolje, smo po drugem razpisu opravili tudi, rekel, energetsko sanacijo, no, tako da zdaj ne uporabljamo več nobenih fosilnih kuriv. Se pravi, čisto karikiram, smo včasih na leto skurili 70 do 80 tisoč kurilnega olja samo za potrebe proizvodne, ne. Okay. Zdaj toplotne črpalke, elektrarne, pač vse, kar je razpis zahteval, ne, da smo znižali, mislim, da za skoraj 75% CO2 odtis. Tako da zdaj tisti proizvodni, dobro, zdaj elektrika pač ostaja, nekaj jo proizvajamo sami, nekaj jo pač odkupujemo, kot je potrebno, no, ampak bi rekel, nekako celostno se lotimo vsake stvari, no, za vse strani, bi rekel, in tudi za bodoče. Vsi, ki smo Vinka Mandla poznali, lahko rečemo, da je bil človek z izjemno energijo, tudi revolucionar na svojem področju, vedno je bil korak pred ostalimi, imel nore ideje in tudi povedal je točno to, kar si misli. Ja. Ga pogrešate oziroma kako ste njegov... Zelo, ne. Zelo ga pogrešamo, on je bil tudi direktor kleti, ne, oziroma on me je vzel v službo, ne. In ja, vedno bolj smo bili tudi prijatelji, kolegi, ne, se pravi, ne glede na to, da smo se poslovno vsak dan srečevali, je nastala med nami tudi ena dodatna vez, ne, in sigurno ga pogrešaš, ne. Čeprav pravimo, da ja, vsak človek je nadomestljiv, ampak ne popolnoma, ne, saj lahko ti dobiš enega z marketinga ali pa da vodi prodajo, ampak ne moreš ga čisto kopirati, ne. Ne moreš človeka. Ne moreš človeka, njegovih idej, njegovih interakcij, bi rekel, skopirati od nekoga drugega, no. Tako da ja, sigurno ga pogrešamo, no, vseeno, pač vse nas je pretreslo, rekli, ne smemo zdaj ostati tam, kjer smo, in tudi spoštovanjem do njega voditi to idejo naprej, ne, ker v veliki meri, oziroma od vseh treh partnerjev je bil on najdlje na kleti in nekako je bila tudi to, on je bil iniciator te ideje, no. Sicer potem, ko smo se za to odločili in smo se dogovorili, da to speljemo, smo imeli vsak eno področje pokrito, ne. Okay. Ti ga poznaš kot izjemnega marketingarja, ki je prišel v vinski biznis kot zelenc, ampak mu je zelo hitro postalo vse jasno, ne. Tako je. Tako da ja, pač poskušaš nekako naprej, ne, poskušaš kaj pomoč poiskati, ampak nadomestiti tega človeka ne moreš, žal. To je res, ja. Ja. Omenil si že Pulus in prelomnico 2007, ko se je začela ta oblika stilov vin. Kako pa nadaljujete to blagovno znamko? Pa ne ravno blagovno znamko, ampak stil vina, okusi, sortne sestave. Kako sestavljate te kombinacije med sabo? Jaz bi rekel, da oboje, no, tako stil vin kot tudi znamko, ne. Kar nekaj ljudi nas je vprašalo, dobro, zdaj ste šli vi na novo, zakaj pa še imate Pulus gor? Ja, zato, ker vseeno je neka uveljavljena znamka in sami pri sebi se jo ne sramujemo, ne. Mogoče je problem ali pa percepcija nekoga drugega, da Pulus povezuje ne vem s čim, ne, ampak običajno je bilo tako, da velike kleti so industrija in nič romantičnega, ne. In še prevečkrat se vedno, bi rekel, označuje določena vina s povezavi na to, ne. Zdaj, niso nič rekla v besedi, ne, Pulus kot tako pomeni mlad petelin, ne, in to nas navezuje več stvari, ne. Eno je bilo pač povezava s perutnino, ne, ker je bil Pulus ustvarjen tudi kot, je rekel, neko gastronomsko vino s kulinaričnimi jedmi iz piščanca. Mi se včasih pošalimo, rečemo, ne, tudi Slovenija v obliki kokoši, ne. Ampak mlad petelin v glavnem naznanja nov začetek dneva, novo energijo, bi rekel, neko močno, energično žival. Ni se nam zdelo smiselno, poleg tega pa tudi zaradi izvoza, zdaj greš spreminjati blagovno znamko, pod katero prodaš 250 tisoč steklenic, zakaj bi to delal, ne. In se nam to ni zdelo smiselno in smo enostavno pač to ohranili. Naša tista, bi rekel, temeljna linija Pulus vin je bela etiketa, pod katero predstavljamo
bi rekel, sveža vina pridelana v inox posodah. Mi smo jo poimenovali tudi terroir linija, zato ker dejansko s to tehnologijo, ki jo uporabljamo za pridelavo teh vin, dejansko izražamo ali pa preslikamo tisto, kar nam grozdi da. Se pravi, ni lesene posode, ni neke dodatne oksidacije in lahko resnično živaš v tisti pristni sortni aromatiki belih štajerskih vin in pa tudi seveda nekaj rdečih. Potem imamo črno linijo oziroma linijo imenovano Artisan, kjer si privoščimo malo več, bi rekel, ali pa mogoče, da dava iz sebe malo ven, jaz in pa kolega Nejc. Ne gre za to, da hočemo prikazati te tradicionalne štajerske sorte z drugim obrazom. Gre za malenkost bolj kompleksna vina, kjer ni v ospredju primarna aromatika in so pa več ali manj vsa nadgrajena z različnimi tehnologijami v kleti. Zdaj, ali govorim, ali gre to za višjo zrelost grozdja, ali gre za pač izbor posode, kombinacijo vsega, tudi recimo peneče vino, penina naša spada v ta segment, se pravi, Artisan je linija vin, kjer bi rekel, sami soustvarjamo in še vplivamo toliko bolj recimo na končni izdelek, ne. Potem Pinky Chic ostaja še vedno kot eden kultnih rozejev, malenkost slajši. Seveda Haložan kot naša stalnica in med in mleko. In pa zdaj postavljamo na trg še novo linijo Maximus. Zdaj prvi izdelek je Maximus 777. To prihaja iz vina G777, se pravi kombinacije različnih tehnik, različnih sort, različnih letnikov, ampak izredna sladka bela zvrst. V glavnem linija Maximus bo predstavljala naš kronski dragulj oziroma tisto, kar res lahko delaš samo ob izjemnih letnikih, no, tako da sladki dobi še družbo bele suhe zvrsti in pa rdeče suhe zvrsti, ko bo pač za to primeren čas. Da bo tudi neka prestižna linija oziroma dvig neke... Pač to bo nekaj, kar res lahko največ potegneš iz našega okolja in pokažeš tisto najboljše, kar lahko ustvariš in kaj imaš. Tudi z nekim osebnim podpisom in pečatom. Absolutno. Mimo Haložana enostavno ne moreva. Ne. Danes si ga pripeljal torej seboj, ne? To je tvoj izbor steklenice. Opisuje se kot najverjetneje prvo litrsko vino na svetu, ki je prejelo zlato medaljo. Verjetno, ja. Zdaj, mislim, vsej litrska vina v osnovi prihajajo iz te naše regije oziroma regije bivše Avstro-Ogrske, no, če to gledam. Zato pravimo verjetno, ker nimamo točnega podatka, ampak 2017 je letnik 2016, se pravi polna serija, 150,000 steklenic, na Dunaju prejel zlato priznanje. Zdaj mi smo vedeli, da je že, ampak so še drugi prepoznali v tem nekaj boljšega. Ne, Haložana sem dejansko prinesel zaradi tega, ker predstavlja glavnino naše proizvodne. Je tudi odličen beli kive, ki ga proizvajamo že od leta 62, se pravi neprekinjeno. Stilsko se je v takšni obliki pojavil takrat, ko je bil tudi preporod, se pravi, bi rekel, naših vin 2007. Pridelam po tej tehnologiji spet, da spoštujemo sadnost, sortnosti težko govorimo, ker je pač zvrst skoraj 10 sort. Ampak nam predstavlja, bi rekel, je naš podpis, no, in jaz ga vedno brez sramu dajem tudi na degustacije, ker s tem dejansko pokažemo, kaj ta del Štajerske okoli Ptuja je. Se pravi, tista svežina, pitnost, lahkotnost, in nenazadnje, Haložan tudi ratov popularen v Ameriki, ne. Tam mogoče nimajo niti tega predsodka litrce, ne, vsi pravijo, da dobi za ceno buteljke še 33% gratisa, ne. Ampak ga dejansko vidijo kot eno lepo, sadno, sveže vino, ali večinoma ga pijejo, seveda na kozarec, ne, kot Slovenci, kot špricer, ne. Špricer, ja. Ampak nimajo nobenega predsodka v glavnem, kaj zdaj Haložan je, ne. Čeprav pri nas mogoče to še vedno neka stigma, da litrska vina so vsa pač tista namizni program, ampak če gledamo katerakoli klet, bi rekel, z litrskim segmentom zadnjih 15 ali pa skoraj 20 letih, težko govorimo o neki izredno slabi kvaliteti ali pa vinu nižje kakovosti, ne.
Kako ga ti piješ? Čistega ali kot špricer? Večinoma kot špricer. Okay. In bi rekel tudi, kar se tiče domače konzumacije, po moje Haložan res tisto vino, ko je redno na repertoarju. Ampak jaz gledam špricer spet bolj, ne da uničujem vino ali pa razrečim, ampak je pač to neki koktejl na osnovi vina, ki ga imam kot substitut pivu. Osvežilna pijača, Tako. poletna. Ja, lahka. Lahka, tako. Piješ vino in se hidriraš v bistven času. To je dobra marketinška poteza. Poleg linij, ki sva jih omenila, poleg Haložana, ima se tudi Pelinkovec. Ja. To je tudi še ena del zgodbe Ptujske kleti. Petovija je blagovna znamka, ki ne vem točno, kdaj je bila priključena Ptujski kleti, ampak kar nekaj časa nazaj. Bili so znani po v bistvu ogromno likerjih, trenutno proizvajamo 7 različnih pijač. Pelinkovec je sigurno eden izmed glavnih, potem domači rum, tavžent roža, mentol, hruškov liker, glavno ves ta repertoar, ki je bil značilen zadnjih 10 let. Okay. In ker je Pelinkovec tudi kot tak, ima geografsko označbo, se pravi ena izmed 4 slovenskih alkoholnih pijač, ki ima to označbo, poleg domačega ruma, dolenjskega sadjevca in pa brinjevca, pravi samo te 4 nosijo to označbo. In vidimo velik potencial v Pelinkovcu, ker sploh grenčice kot take so mogoče zdaj nekoliko bolj zaželjene, kot so bile pred leti. In zakaj ne bi ponudili pač in Slovencem in turistom nek lep produkt, na katerega smo ponosni. In zato smo lani oktobra lansirali nov proizvod, imenuje se Pelinkovec Ultimus. Okay. Bolj bogat, več alkohola, skoraj 600 ur je bilo vloženega dela oziroma razvoja. Okay. Ne to zdaj enega posameznika, ampak če se štejemo vse ljudi v celotni verigi od začetnega dneva do konca, smo porabili skoraj 600 ur. Tako da začetek ali pa nek marketing pri žganih pijačah je težak, ne smeš delati nobenega marketinga, ne smeš spodbujati seveda k pitju alkohola. Ja, seveda. Ampak zaenkrat smo zadovoljni, je pa to trdo delo, da prideš na trg. Če mogoče še malo o tej geografski označbi, zdaj Pelinkovec, pač vsi imamo, ne vem, pa Slovenci poznamo Pelinkovec, to je tisto, kar se pri vsaki bajti jata za želodec pije, ko ga boli. Ampak lahko iz njega delamo tudi zelo lepe koktejle. In, se pravi, kar se te zaščite tiče, vsak Pelinkovec mora iti čez sito, se pravi, moraš upoštevati kemijske parametre, Okay. Tehnično specifikacijo in na koncu še senzorična potrditev strani izobraženega panela, da ti lahko eno grenčico na osnovi pelina lahko imenuješ Pelinkovec. Tako da je bila pot do tega novega kar zahtevna, po eni strani, da ga obogatiš, da ga oplemenitiš, po drugi strani pa, da ne zabrišeš karakterja pelina, oziroma Pelinkovca. Njegove identitete. Nam je uspelo. Ja, okus je izjemen, pa niti si ne znamo predstavljati, kaj vse za tem stoji, tako kot si omenil. Ja, se pravim, je kar nekaj dela, zdaj odvisno, kakšen produkt hočeš od sebe dati, ampak mi smo dejansko hoteli narediti neko res izredno grenčico, ki ponosno nosi ime Pelinkovec. Omenil si že prej to percepcijo velikih kleti, percepcijo kakovosti. Večina, zdaj, v zadnjih, tako kot si rekel, 15-20 letih se je to spreminjalo, ampak še zmeraj je neka taka označba. Kako vi to spreminjate? Ja, težko je to spremeniti, čeprav jaz sem 2-krat mogoče okužen, kar se tega tiče, pač delam v večji kleti, ki ni več industrije, ampak je ena izmed večjih privatnih kleti. Po drugi strani pa sem tudi živilc in ne verjamem direktno v besedo, če je pa domač, je pa dober. Ker vseeno, rekel, tudi živilska podjetja ali pa večja živilska podjetja imajo neke sisteme, imajo nekatere standarde, katerimi morajo striktno slediti. In se pravim, kot živilc po stroki tem zaupam in nenazadnje tudi kletem. Že če gledaš po statistični napaki, glede na vinograde, ki jih obdelujejo naši vinogradniki, skupaj skoraj 250 hektarov, že po statistični napaki imaš več možnosti, da boš imel več dobre surovine na voljo, kot pa en, ki je omejen recimo na 5 hektarov. Zdaj to hočemo, spreminjamo na ta način, oziroma dajemo neko percepcijo, tudi mogoče malo bolj na osebni ravni,
Poleg, se pravi, tudi social, vse marketing poteka na ta način, no, da ljudje povežejo obraz s produkti, ne, in spet to traja, je neka dolga pot. Po drugi strani pa loviš tudi, bi rekel, tiste pivce, ki šele prihajajo na trg, ne. Če jih, bi rekel, zdaj osvojiš, jih imaš potem z dobrim delom lahko naslednjih 20-30 let zagotovljene, ne, in se pravi, imamo, jaz bi rekel, neko tako fuzijo malenkosti izobraževalnih vsebin za nekoga, ko ga zanima, bi rekel, nekaj izvedeti več o vinu, s kombinacijo bolj zabavnega programa, ki še vedno ni, bi rekel, ali pa še vedno v nekih gabaritih dostojnosti, no, da vino pač probaš približati neki drugi ciljni publiki, ne. Kakšen bo naslednji letnik? že lahko napoveš, se že kakšni orisi? Kakor trenutno kaže, je super, ne, ampak glede na vse probleme, vse vremenske pogoje, ki jih imamo, nikoli ne sodim letnika, dokler ni grozdje v kleti. Sreč ni bilo pozebe, bilo je sicer že nekaj toče, ampak rekel, generalno se še držimo. Zdaj, če bo vročina vztrajala, lahko spet pričakujemo en letnik malenkost manj značilen za Štajersko, ne, ker vseeno Štajerska je ena izmed hladnejših regij v Sloveniji in potem smo tudi znani, se pravi, vina z manj alkohola, lepo kislino, lepo pitnostjo, tako da teh zadnjih par toplih letnikov nam dela malo težave, ne, tako da, ampak reguliramo to na način, da pač trgamo malenkost prej, ne. Mi se nikoli ne držimo koledarja in pa rečemo, zdaj bomo pa tisti dan v septembru začeli trgati, ampak pač dejansko spremljaš parametre grozdja, senzorično analizo grozdja in potem se odločimo, kdaj bomo šli v trgatev česa, no. Tako da bomo videli, kaj nam vreme prinese, ampak zaenkrat kaže super. Omenil si že prej ta oseben pristop, ki ga vlagate nenazadnje v marketing, v promocije in tako naprej. Na družbenih omrežjih ste začeli z vinskim ABC-jem, to je tudi, da niste zgolj pridelovalci, promotorji, ampak tudi na nek način izobražujete. Koliko vidiš, da je to potrebno še zmeraj, da se pivce izobrazi? Ali pa? Jaz mislim, da je to vedno potrebno, ne. Skozi se učimo in nenazadnje tudi ne moramo nobenega obdolžiti, da nekoga ni vzgojil, kako naj pije naša vina, ne. Mi smo tisti v prvi vrsti, ki moramo ljudem povedati, zakaj so takšna vina, zakaj je tak stil, kakšna je regija, kaj so specifike, ne. Pač nam se zdi, ali pa tistim, ko so neposredno povezani z vinom, da pač, če je vino štajersko, da vsi ljudje vedeli, kakšne karakteristike so, ampak še vedno dobimo včasih kakšno vprašanje, zakaj pa vi ne delate takih vin kot Primorci? Zato, ker jih ne moramo, ne, ker zakaj bi tudi jih? Vsaka regija ima svoje specifike, ne, in pač tudi Pulus je bil zasnovan, pa bi rekel preobrazba Haložana na tem, kaj lahko delamo uspešno vsako leto v regiji in to je pač ta stil vin, ko jih danes imamo, ne. Se pravi, inox posoda je nekaj, kar ti omogoča ohraniti sadnost, svežino, bi rekel, čiste arome, in ta stil vin, se pravi, vina z malenkost manj alkohola, lahkotnostjo, svežino, lahko vsako trgatev, bi rekel, z visoko uspešnostjo ponovimo, ne. Če bi si pa dal stil, zdaj bom pa jaz imel bogata vina z malo kisline, saj jih lahko narediš mogoče 2-3 na desetletje, ne moreš pa jih ponavljati vsako leto. In če ti nisi vsako leto konstanten in tega ne ponavljaš vsako leto, te tudi kupci začnejo izrivati in iščejo substitut. Tako da želimo oziroma se zavedamo tega, da vsaka steklenica Pulusa, ko jo nekdo kupi, je tisto najboljše, kar lahko ponudimo in za tem tudi stojimo, ne. Zato smo določene artikle, ki smo jih v preteklosti že proizvali, mogoče dali, bi rekel, zaenkrat na hladno in se dejansko fokusiramo na tistih nekaj par polnitev, ki jih res lahko konstantno vsako leto delamo. In zraven potem pridejo tudi izobraževanja, zakaj si tako vino naredil, zakaj, se pravim, to je konstanten krog, ker tudi pivci, nekdo se nauči, pa pride novi in to nikoli ni konec, ne, zato pravim, da smo združili neko izobraževanje, sicer včasih mogoče tudi nekaj, kar se ne tiče nas, kar je pač iz vinskega sveta, za neko popestritev, ampak sigurno je pa v ospredju promocija Štajerske in pa
našega sloga oziroma zakaj so te odločitve take, kot so. Nismo se zmislili, pa bi rekli, zdaj bi pa to delali, ampak zato, ker je to, kar delamo, smiselno za našo področje. Medtem ko vi ostajate konstantni, kar se tiče in okusov, se pa struktura pivcev verjetno spreminja, oziroma če ne drugega, jih je vedno več, tistih, ki konzumirajo vaša vina. Ja, sicer lobby za boj proti alkoholu je velik, ampak težko bi rekel, da je dosti alkoholikov na račun naših vin ali pa naših artiklov, ker so mogoče že cenovno nedostopni, ali pa mogoče predragi. Ali žgane pijače ali vina. Jaz vino po neki strani vidim, je pijača, vse imaš fajn, ko spiješ 3 kozarce, ampak vidim jo tudi potem kot neka hrana za dušo. Nekdo, ko uživa v kulinariki, ko uživa v vinu, če spije kozarca ali pa 2 dobrega vina, se pravi, se lahko tudi svojo dušo nahrani in pač vino vidim skozi ne kot rekel, sredstvo za se ga napiti, včasih seveda se zgodi, ampak zato je odgovoren vsak posameznik. Jaz mislim, ne tisti, ki proizvaja vino. Je pa res, da zaradi vseh, bi rekel, tudi lepotnih trendov in vsega, manj alkohola, manj sladkorja, manj vsega. Jaz mislim, da prihaja čas Štajerske, ker že v osnovi, če primerjaš nas po drugih regijah, imamo vina z nižjim alkoholom. Tudi sladkor, v preteklosti so bila vina bistveno bolj slajša, se z leti umika, ampak še vedno ne govorim, da čisto izginja. Včasih v kakšnem letniku, ko so kisline res izrazite, ti pač ostanek sladkorja pomaga narediti lepšo harmonijo. Ampak tudi, če gledam po tujini, iščejo se vina z nižjim alkoholom in lepšo svežino. Se pravi, tudi konzumacija velikih, bogatih, težkih vin je vedno manjša, trenutno. Zdaj, če bi gledal celotno prodajo, nekje bela, sveža vina stagnirajo, penine rastejo, krepka, bogata vina pa padajo. Tako da, če potem gledam, me še ni strah za našo prodajo. Je še prihodnost. Je še prihodnost, ja. Seveda pa so mladi, zdaj pa tako, kot sem prej omenil, ali po kakšni strani se hočeš približati mladim, pač ustvariš nekaj, kar jim bo v trenutku všeč, pa jih bo pritegnilo, pa jih boš mogoče na isti način izgubil, ko bo to en drug naredil, ali pa pač jih vzgajaš počasi v svoje pivce, sicer taka vzgoja ali pa tak način promocije bistveno bolj počasnejši, pa dolgo traja. Ampak verjamem, da ohranjaš pivce enako, kot se je recimo to zgodilo pri Haložanu. Ko zagotavljaš iz leta v leto neko konstanto, ko med serijami niso več razlike, to mogoče si, rekel, naš potrošnik tega ne zna razlagati, ampak opazi, da ali ni razlike med serijami, da se leta ne razlikujejo preveč. Seveda vsak letnik ima svoje specifike in vino ni recimo neka pijača ali pa neka soda, ki lahko ga delaš po recepturi, ampak vseeno pa moraš nekako pluti med temi letniki, da potrošnik ne opazi prevelike razlike, se pravi med enim pa drugim letnikom in da še vedno ostaja tvoj pivec. In se pravi, pri Haložanu mislim, da smo to dosegli, da ne glede, da je cenovno tudi nekoliko više pozicioniran, če jih primerjaš z ostalimi, še vedno imamo zvestega kupca in zvestega potrošnika, ki smo ga na nek način skozi tudi promocijo špricarja v bistvu ohranili. Ker pravijo, če pa ni vino za pitje, pa za špricar, jaz se to ne strinjam. Jaz mislim, da če hočeš imeti dobro pijačo, moraš imeti vse komponente dobre. Ja, mora kakovost že biti tam, samo nadgradiš jo mogoče. Tako. Katero pa je tvoje najljubše vino, če bi ga zbral iz kleti? Iskreno ga nimam, kot sem že prej povedal, jaz sem po duši hedonist, zato mislim, da sem se znajdel tudi na koncu v vinski kleti, ker imaš kontakta, bi rekel, z dobro pijačo in dobro hrano. Tako da pri meni zelo zavisi od trenutka, se pravi, včasih mi paše to, včasih nekaj drugega. Včasih tudi kakšno vino iz druge kleti, ko si ga recimo sami ne moramo narediti. Tako da bi težko rekel, kjer je res tisto moje najljubše vino, ko pa ne morem brez njega.
Odvisno. Imam dovolj izbire, sem lahko malo zbircen. Ja, edino pravilno. Ja. Pa se tudi moraš kaj drugega probati. Ja. Zelo povezujem to s priložnostjo pa počutjem. Ptujska klet je tudi prisotna na mednarodnih trgih. Ja. Potujete tudi drugam izven meja. Na kakšne načine, kakšna je tukaj strategija, cilji, vizija? Zelo podobna kot celoten marketing. Se pravi, naš največji zdrav in pa obstoječ trg so Združene države. Okay. Se pravi, tam se pojavljajo naši izdelki od leta 2008 oziroma 2009. Jaz pa aktivno sodelujem od leta 2017, se pravi z mojimi kolegi. In delamo na zelo podoben način, kot delamo pri naš marketing. Se pravi, tam je sistem tak, da mi imamo uvoznika in uvoznik ima različne distributerje po zveznih državah. Zmenimo se, koliko recimo turnej bomo naredili in potem dejansko prideš v mesto, tam ti potnik uredi sestanke in greš recimo od lokala do lokala, seveda po prej dogovorjenih sestankih, predstaviš svojo zgodbo, pokažeš obraz, bi rekel, kdo dela ta vina. Po eni strani bi rekel nič posebnega, no. Poveš zgodbo, kaj delaš, podebatiraš malo z njimi na ta način, ne. Je pa res, da recimo v eni turneji obiščemo vsaj 60 do 70 profesionalnih strank, se pravi, to govorimo v 8 dneh nekje. Okay. Da dejansko prideš do njih in jim predstaviš, po drugi strani pa delamo še potem sporedno, ko si že tam, ne, te pokoristijo, pa narediš še kakšno večerjo ali pa kakšno drugo predstavitev, no. Tako da zelo odvisno od trga do trga. Amerika je ogromna in vsi imajo svoje navade, ne. Nekje so bolj usmerjeni na direktno prodajo, nekje pač posredniki, tako da, ampak bi rekel spet ta osebni pristop, ne. Gremo pa recimo, menjamo se, no, včasih malo več, včasih malo manj, ampak spet jaz pa kolega Najc, ki so najbolj vpeta, je rekel proizvodno in tudi na vsako vprašanje bistveno lažje odgovoriš, ne, kot tega recimo kupci postavijo, ko govorimo vseeno o kupcih, ki imajo veliki del sveta možnosti preprobati in marsikdaj dobiš kakšno takšno vprašanje, ki je izključno tehnično in je fajn, da si v bistvu ti kot kreator potem tam, da jim lahko smiselno odgovoriš, ne. Pripravljen na vse odgovore. Kakšen pa je njih odnos potem njihov do slovenskih vin? Ja bom rekel, tisti, ko so odprti za poskusiti marsikaj drugega, je zelo dober, no, bi rekel uspešen. Sicer imamo zdaj, tudi v koronskih časih, no, če tako gledam, nismo bistveno padli, no, da bi rekel, da so se tisti naši kupci obrnili nekam drugam. Okay. Skozi leta dobivamo tudi nove zvezne države, se pravi, vsaka zvezna država je spet neki začetek dela, imamo pa kar nekaj partnerjev, ko so z nami že 10-15 let ali več. Rekel tam, kjer smo začeli na severovzhodu. Okay. Nekako je nek vibe zadnja leta za v bistvu nas uvrščajo kot vzhodno Evropo, se pravi vzhodnoevropska vina, Romunija, Bolgarija, v bistvu ta del, no, kjer se, bi rekel, na nek način začnejo prepoznavati šele to regijo, no, in vidijo, da sploh niso slaba vina, ne. Drugih večjih trgov pa nimamo, no, ker je Amerika je bila res načrtno grajena, smo jo tudi zgradili do te mere, da pa zdaj vzdržuješ in buildaš brand naprej. Če pa se lotiš spet nekega trga, v Evropi je to malo bolj zahtevno, ker je vseeno Evropa je bolj tradicionalno vinska in je pač težje priti v eno Italijo ali pa Francijo prodajati vina, ki imajo domačih dovolj, ne. Absolutno. Amerika pa, sicer ja, se imajo tudi oni ogromno vina, ampak vseeno je pa taka masa ljudi in tudi bolj so odprti za neke novitete. Če bi gledal procentualno, so recimo slovenska vina v Ameriki še vedno zelo mali delček, ne, ampak bi rekel, za slovenske razmere pa za določene vinarje pomenijo pomemben trg. Vrniva se še malo domov, v Štajersko oziroma štajerski okoliš. Zdaj prej si že omenil, kako se struktura pivcev spreminja oziroma odnos do vina tudi z naše strani in tudi Štajerska kot regija celotna, ne samo kot vinorodni okoliš, se spreminja, ne. Tudi nekaj novih vinskih zgodb se kreira v Halozah. Pravzaprav, kako ti gledaš na ta potencial? Definitivno podpiram, ne, in si želim, da bi jih bilo še več, ne. Sicer je pa to vedno povezano s financami, zanosom, s časom in
več vinarjev, kot nas je v eni regiji. Mi recimo dobro smo v centru Ptuja, ampak sodelujemo in s Halozami in srednjimi slovenskimi goricami. Ampak več, ko je neke ponudbe, več bo turistov, več se bo ljudi zdržalo pri nas in vsi bomo imeli več tega. Se pravi, regija se bo na ta način gradila. Za regijo pa sigurno rabiš tako neke večje proizvajalce, kot neke manjše, ne? Ker tudi mi kamorkoli gremo v vinsko regijo, ne greš samo k enemu, ne? Pogledaš še kaj okoli, da si zapolniš dan, ne? Ali pa 3 dni, ali pa vikend. Rabiš tudi gastronomsko ponudbo in tudi nastanitve. Tako da na vse to gledam zelo, ko bi rekel, no, sem vesel, da se dogajajo te zgodbe, ampak ja, sigurno še nekaj časa, da pridemo res do neke prepoznavne regije, ne. Imamo pa ogromno priložnosti, ker trenutno, če gledamo, Haloze so še vedno niso močno razvita regija, čeprav je polno vinogradov, ampak bi rekel, nekih resnih ponudnikov ni veliko, ne. Zdaj ne vem, če lahko 3-4 dni preživiš v Halozah, pa boš imel dosti dela za te dni, ne, če hočeš 2-3 kleti obiskati. Tako da, ja, z odprtimi rokami sprejemam take odločitve, ne vem pa, da je to povezano z ogromnimi vložki, in pa vinski svet ni svet, ki je rekel, danes bom imel klet, jutri bom pa žel sadove, ne. To so generacijske odločitve, ne. Tako. Pa ni samo na posameznikih, ne, v bistvu neka sistemska raven bi tudi Vem, vse skupaj, zdaj, ampak če ja. vprašamo zdaj, zakaj ni turistov, zato ker ni ponudbe, ali turisti nočejo priti, ne. Ja. Kaj je bilo prej, kura ali jajce, ne, ampak jaz mislim, da vedno neka ponudba pritegne gosta, ne. Absolutno. Je pa sigurno trenutno še v Halozah odličen mir, ne, zdaj, če hočeš se odmakniti od Vrveža, greš v Haloze, ne, ker tam boš sigurno še imel mir, ne. Zagotovo. Ja, tako da je pa rekel, vsake prednosti imajo svoje slabosti, ne, zdaj, če si v neki znani vinski regiji, nimaš pretežno mira, ne, ampak recimo Ptuj, Haloze, po drugi strani imamo pa to kvaliteto življenja, ne, da še nismo do te mere obljudeni, rekel, da ima neka druga kvaliteta življenja, ne, zdaj pač, zakaj se kdo odloči, ampak ja, sigurno tudi mi bi si želeli še kakšnega turista zraven, ne, ker najboljše prodano vino je doma prodano vino, ne. Rekel so, tisto razliko imaš lahko za sebe, ampak vseeno pri naši velikosti ne moreš pač vsega tega prodati doma, ne. Kje vidiš Ptujsko klet čez nadaljnjih 10 let ali pa celotno regijo? Ja, jaz mislim, da samo še višje, ne, kot sem rekel, verjamem Štajersko, čeprav sem rojen Gorenjec, ampak vseeno mislim, da ima, če pogledamo druge regije, so že dosti bolj razvite, ne, ampak jaz pa mislim, da ima Štajerska pa v tem trenutku ogromen potencial, da se lahko razvije, ne, tako da sigurno na boljšem, na slabšem skoraj ne bi smelo biti, ne. Tudi v zadnjih parih letih, če gledamo cenovno, kam so se dvignila štajerska vina, napram temu, kaj so bile pred koronskimi časi, sem zelo optimističen, no. Tako da, kar se pa nas tiče, ja, imamo ogromno projektov, nekaj jih zaključujemo, zdaj upam, da bo kakšno leto ali pa 2 mir, ampak ne smemo zaspati, ne, ker želimo si tudi svojih 30-40 hektarov vinogradov, se pravi, da so dejansko pod našo taktirko, zelo dobro sodelujemo z vinogradniki, ne morem reči, da tudi po vinih se vidi, da odlično delajo, ampak vseeno je pa recimo neka svoja zemlja, svoji hektarji tisto, kar imaš res zasigurano, da bo ostalo tudi na dolgi rok pri tebi, ne, če želiš na tem graditi. In predvsem bi rekel za določene linije, ker želimo tudi izpostavljati lege, zelo podobno kot pri promociji, ne, če nekdo, bi rekel, poročen s kletjo, lažje promoviraš, ker zelo velika verjetnost, da tam ostane in nikamor ne gre, ne, in enako je tudi pri vinih, če želimo mi graditi nekatero lego, jo izpostavljati, delati na njej prepoznavnost, si želimo, da je to potem naša lega, kjer vemo, da brez nekih hujših napak ostane pri nas, ne. Torej bo tudi v naslednjih letih še nekaj tvojega podpisa v vinih, mogoče še kar nekaj. Tudi sebe vidiš v tej zgodbi, ne? Ja, mislim, pravim, glede, ko smo omenila Vinkota in sprememba strukture, sem se mogoče od te moje primarne dejavnosti malenkost oddaljil, ne, se moram pač ukvarjati s čem drugim,
ampak si želim, da bi spet imel nazaj malo več tega mojega primata, no, kot pa vsega ostalega. Ampak gre pa eno z drugim, ne, se pravi, ne moreš tako brez sestankov, brez promocije pri tebi in tudi se pravi, vedno je pa toliko, no, da še vedno, ko pa je trgato, takrat pa je še vedno fokus tam, kjer mora biti. No. Maks, najlepše hvala, da so izlila iz trte Ptujsko klet danes. Vas vabim, da ostanete v naši družbi in spremljate naše vinske zgodbe še naprej.